Živa družba, pozdravljeni v četrtkovem kotičku Bela palica, kjer govorimo o različnih temah, ki so povezane s slepoto oziroma slabovidnostjo. Tokratna tema pa bo, kako invalidni se počutite. Domnevam, da video gledajo večinoma osebe s to zdravstveno situacijo, oziroma video se nanaša na takšne osebe. Zdaj obstaja določen način, ko greš k zdravniku, recimo jaz, preden so me invalidsko upokojili, sem morala iti k zdravniku na pregled in so me s procenti ocenili, kako zelo invalidna sem, in sem dobila procent invalidnosti. Ampak jaz s tem videom se ne nanašam na to oceno, ampak kako se vi počutite, koliko invalidni se vi počutite, da boste lažje razumeli, kaj mislim točno s tem. So dnevi, ko se jaz počutim grozno invalidno, in to je na primer dan, ko vstanem zjutraj, pa se mi polije, ne vem, kozarec z vodo za začetek za dobro jutro, pa je potem treba poiskati krpo za po tleh pobrisati, potem iščem razne stvari, preden pripravim stvari za Lizo za v šolo, in se nikakor ne stečejo stvari. Takrat so zelo visoke frustracije in se počutim nemočno in invalidno. Ampak sem tudi prej imela, recimo prej, sem videla boljše pa slabše dneve, ne. So boljši dnevi, ne vem, ko imaš pol ure zjutraj in imaš točno enako rutino in v pol ure narediš, zadeve stečejo. So pa dnevi, ko imaš enake pol urice in se kar naprej nekje zatika. No, jaz mislim, da to sploh nima kaj dosti, sploh ni kaj dosti povezano z invalidnostjo oziroma slepoto in slabovidnostjo. Da sem že prej imela pač dobre in slabe dneve, in dneve, ko so zadeve stekle, in dneve, ko se je zatikalo na vsakem koraku. Ampak zdaj pač zaradi te moje zdravstvene situacije se pač počutim nemočno in invalidno določene dneve. To je en aspekt. Drug del tega, drug pogled na to isto situacijo je pa to, kako polno je naše življenje, ne. Recimo jaz sem izgubila vid tekom življenja. In je bil en moment, ko sem bila polno zaposlena s to situacijo, sem bila, ne vem, sem šla skozi zelo težke čustvene, psihične procese, skozi depresijo, skozi sprejemanje situacije, skozi jezo, žalost, razočaranje. Ne vem, cel kup recimo teh psihičnih procesov se je vršilo v meni, pač so se kar sami od sebe sprožili. Po drugi strani sem pa pač bila nezmožna opravljati stvari, tako kot sem jih prej, ker pač mi vid ni bil več v pomoč. In sem dobesedno cel dan sem živela to svojo invalidnost. No, potem sčasoma sem se pa jaz naučila opravljati različne stvari. Mi je mami rekla, da je bila zadnjič moja babica prav presenečena, da jaz posodo pomivam, da perem perilo, da ga obešam, da ga zlagam, da pospravljam. No, saj jaz tudi, preden sem pač jaz sama stopila v to situacijo, bi si težko predstavljala, res tudi približno nisem imela pojma, kaj lahko slepa oziroma slabovidna oseba sploh opravi. Verjetno bi si enako predstavljala, da nič. No, ampak zdaj jaz pač to počnem, kuham, likam, učim angleščino, sem pač spet bolj vlogo mamice živim, se tudi z Lizo igram, grem po njo v šolo, nalogo narediva skupaj. Skratka, moja vloga ni več samo živeti to mojo invalidnost, ampak sem tudi mamica, žena, tovarišica angleščine, jaz tudi angleščino poučujem, youtuberka, videe snemava, članke pišem, sem tudi prijateljica. Ne vem, veliko več sem kot samo oseba, ki ne vidi. In zdaj, mislim, nisem uporabila tega izraza, da bi se iz kakšnega občutka manj vrednosti zvlekla, ne, ampak pač tisti del, ki se nanaša na mojo zdravstveno situacijo, ne predstavlja 100% v mojem dnevu, ampak je del dneva, ki ga pač preživim z Lizo in stvari počnem z njo in za njo. Je del dneva, ki poučujem angleščino, je del dneva, ki raziskujem različne teme, da jih potem lahko snemava z Diegom. Pač moj dan je razdeljen na več delov in samo delček tega predstavlja pač dejstvo, da jaz ne vidim. Nisem več polno zasedena pač z obremenjevanjem na to temo, z rehabilitacijo, ker čisto osnovne zadeve, ki jih rabim za vsakdanje življenje, sem usvojila. Ker sama, ker tukaj pač
nimam v bližini takih centrov, da bi me natrenirale vse te zadeve, ampak zdaj že en čas minil in neke stvari sem kar sama pogruntala, neke stvari so mi prijatelji povedali, kako oni to počnejo. Skratka, sem zaposlena z različnimi stvarmi tekom dneva in včasih pozabim, ne, da sploh imam težavo z vidom, še zlasti, če mi stvari naletijo po tleh in če stvari, ki jih iščem, najdem hitro. Tako da jaz mislim, da je itak naloga vseh nas, ki smo se znašli na tej zemljici, narediti nekaj najboljšega iz našega življenja. No, za nas je ta naloga mogoče majčkeno težja, ampak se je treba spomniti, no, da res nismo samo osebe, ki ne vidimo, ampak si moramo dati tudi možnost živeti ostale vloge v življenju. Se bom še enkrat ponovila, da pač biti prijateljice, če smo ženske, ne, hčerke, sestre, mamice, žene, da pač tudi poklice opravljamo, slepi tudi gredo lahko v službe in marsikakšen poklic opravljajo. In je pač naš delček, je tako kot naše življenje, je tako kot življenje katerekoli osebe, mozaik različnih delov življenja in samo en kamenček je lahko tisti, ki se nanaša na slepoto in slabovidnost. Jaz upam, da se vam je video zdel uporaben in zanimiv. Če je bilo temu tako, ga lahko všečkate in delite s komerkoli želite. Če se slučajno še niste naročili na naš kanal, lahko to storite na ta način, da kliknete na kremšnito na koncu videa. In vse, kar se bo zgodilo, bo, da boste vi brezplačno obveščeni o vseh novih vsebinah, ki bodo objavljene. Se vidimo tukaj naslednji četrtek. Adijo!